Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Velikokrat govorimo o tem, kaj je pravzaprav res tisto, kar prinesemo na svet. In potem hitro ljudje pomislijo na genetiko, pa pomislijo na to, kako se dedujejo različne bolezni. Pa vendarle lahko veliko stvari v življenju presežemo. Tako in drugače. In potem se to spet vse podre, kadar govorimo o Džotišu. Džotiš je izraz, ki torej govori o indijski astrologiji, ki govori o tem, da je vse nekako že zrisano, postavljeno v našem življenju kot neke predispozicije, kot neki potenciali, ki se lahko razvijajo. In tukaj se potem prav zares lahko vprašamo, ali imamo v tej naši natalni karti tudi predispozicije za to, da smo nesrečni v ljubezni, recimo, da imamo ločitve, ali tudi, da imamo neke zadolžitve, da smo dolžni ogromno denarja. Se pravi, ali imamo lahko tudi takšne predispozicije, ne samo tiste, kakšni so naši talenti in pa tiste, kakšne so tiste bolezni, ki nas mogoče lahko ujamejo, če ne bomo pazili na naš življenjski slog. Govorili bomo danes s Tino Orov iz Džotiš astrologije Tin Tai. Tina Orov je krasna ženska iz Sežane. V 4. sezoni oddaje Klepet ob kavi smo podarili kar 2-krat tudi njeno svetovanje in tako presenetili kar 2 naša gledalca. Se spomnite, takrat tukaj na kavču je Tina veliko stvari povedala tistim, ki so bili izbrani, tisti, ki so bili torej nagrajeni. Govorili smo tudi o Ganešu, govorili smo o tem, kako pravzaprav preko različnih teh astroloških hiš lahko pridemo do spoznanja. A kaj je najbolj bistveno? Najbolj bistveno, kar tudi Tina razlaga, je to, da spoznamo samega sebe. Kajti, ko poznamo samega sebe, smo manj manipulativni od sebe do sebe in seveda tudi za okolico. Ja, zdaj pa je že pozvonilo, kar pomeni, da je Tina tukaj. Tina, zdravo, lepo pozdravljena, dobrodošla, hvala lepa, da si se odzvala, izvoli. Ljudi to enostavno zanima, ne? Ločitve, neuspeh, zapravljanje, zadolževanje, vse take zadeve. Ko tebe nekdo pokliče pa reče, jaz bi imel pa natalno karto, pa potem da datum, pa uro, pa tak naprej, pa ti to narediš. A vidiš noter ti tudi te take stvari? Ja, tudi tu vidim, takoj, ko jaz dobim podatke, že preden pride stranka do mene, ko jaz vidim v programu, že dobim neko stvar, ki si mislim, ok, lahko je, lahko ni, ampak dostikrat se vidi, da bi ta oseba lahko ali dosti zapravljala, ali da bi imela probleme v partnerstvu, ali pa lahko, da bi bila nezadovoljna na splošno. Bolje pa moja naloga, da povem, kako tu presežiti, kaj narediti, da temu ne bi bilo tako. Ampak kako bi tukaj recimo rekla, zagotovo si kdaj gledala tudi natalne karte, recimo mami, pa hčerki, pa očetu, pa sinu, pa hčerki, pa take zadeve. A imamo mi kaj podobne karte, podobne postavitve recimo z našimi starši? Odvisno. Jaz opažam tako, če je v eni hiši dosti ognja, se tu pozna sigurno, če je v družini prepiranje, s tem je ta oseba tudi zrasla in je, ne vem, 15 let, če živi v družini ali pa 20 let, je tu velik del življenja, ki živi s tem prepirom. Tu se sigurno kaže v karti z nekim močnim Marsom, ker tudi bojevnik, ki se bori za pravice in tak ne bo pustil, da bo kar eden rekel, zdaj pa ti tu nisi naredil prav, ampak bo hotel vedeti, zakaj, pa povej mi, zakaj, ne? Jaz pa mislim, da sem naredil prav in zato potem pridejo te prepiri lahko. Tako da tukaj se vidi v družini, ne? Če so recimo vsi nesigurni, potem so tudi otroci lahko nesigurni, imajo neko postavitev ali pa to prepirno, tu najbolj se v tem vidi.
Zanimivo, ne? Ker to so dejansko postavitve in če pogledamo, kak je to ustroj sveta, ker to je od stotinke sekunde odvisno, kdaj se otrok dejansko rodi, kdaj prvič vdihne zrak zemeljski, ne? Ampak dejansko je točno takrat, da bo imel že predispozicije take. Ja, sigurno, kadar se rodi, tiskrat je zapečateno, tako so bili planeti na nebu in tisto je neka popotnica, neka stvar, neka vibracija, ki je v nas. Polje pa vse odvisno od okolja, v katerem živimo in od vsega, kaj bomo mi s tem naredili. Ker dokler mi nimo prepričanja, bomo živeli tako, kot nam je bilo dano. Takoj, ko pa se mi neko stvar zavemo, ko zavestimo stvari, recimo oseba, ki se ne strinja, da je živela v prepirih, non-stop, bo vse naredila, da se bo popravila. Ne bo mogla takoj s čarobno palčko, ampak bo delala sigurno na tem, ali bo šla na kakšno meditacijo, bo šla na kakšen tečaj umirjanja in bo počasi, to je spet odvisno, ampak ko je bila majhna, je bilo pa tu dano. Je živela s tem, čeprav ni želela. Tako da tu ima v sebi in ko imamo mi neko stvar v sebi, jo je težko spremeniti. Ampak da pa se? Se da. Že to, da se mi zavemo stvari, ki nas motijo, ali pa živčnost recimo. Če oseba zmeri živčna, ki so bili doma zmeri vsi živčni, vse je bilo treba na hitro narediti, nobenega potrpljenja niso imeli doma recimo, da bi ljudje so pač bolj počasni. Nič zaradi tega. Pač taki so. In če so starši od njih stalno, zdaj pa ti nisi nič sposoben, zato ker si tako počasen, kaj dobi on? Občutek, da res ni sposoben, čeprav je, ampak bolj počasi, drugače dela stvari. In dokler se on sam tega ne zavem, je v bistvu ne živi v skladu s svojo naravo. Bolj, ko jim jaz povem, ko pridejo k meni, glej, jaz pa vidim, oni mi ne znajo povedati, doskrat rečejo, da starši jih ne podpirajo ali pa da so oni slabi zaradi tega, ker so počasni, ampak to ni res. Se ekipa piše, da je počasnost slaba lastnost. Kdo je rekel, ne? Dobro, živimo v takem okolju, ampak zdaj, doskrat, če narediš bolj počasi in bolj z modrostjo, pa lahko narediš bolj prav tudi. Tudi to, definitivno. Ločitve. Se to vidi v karti? Ločitve, takoj, ko jaz pogledam karto, če ima oseba negativne planete, negativni planeti v 7. hiši, ki predstavlja partnerstvo, negativni planeti so Mars, Saturn, Ketu je južni vozu, mogoče tudi Sonce, ker Sonce itak je sam in hoče, če ima pol zraven še neke negativne planete, potem v tem primeru te negativni planeti dajo ogenj še v minus, ne v plus. Tako da, če v karti ima nekdo Marsa v 7. hiši, zdaj spet treba videti, ali je ta Mars njegov prijatelj, ali ni njegov prijatelj. Vsako znamenje ima ene prijatelje, ene pa nima. Zdaj tu ne bom, da ne zgubljamo časa. Ampak če ni prijatelj in da je v 7. hiši in da še ni v znamenju, ko v njemu leži, elementarno, recimo ogenj in voda ne gre skupaj, ker voda pogasi ogenj ali pa zrak preveč popiha na ogenj. Tu se takoj pol vidi, da bi lahko bilo preveč prepirov. Saturn bi lahko nakazoval, da oseba hoče biti sama, rabi več svobode, mogoče ne zaupa. Ketu pa lahko da željo, da oseba sploh ne bo imela želje po partnerstvu. Tudi tako, ko pridejo k meni osebe, ki imajo v 7. hiši Ketuja, jaz vprašam, kaj pa partnerstvo imaš, jaz kar že prvo vprašanje lahko vprašam, ker me zanima, če se bo potrdilo. In mi rečejo, ne, me niti ne zanima. In tu mi je pol, pol sem prav videla. Saj se pa tudi zgodi, da osebe imajo, ne zdaj narobe razumeti, treba več stvari pogledati. To je prva stvar, ki jo vidim. Potem, tu pa ne pomeni zdaj, da tu drži. Oseba bo lahko imela partnerja, če je Ketu v 7. hiši, bo bil lahko partner, ker je kemik, ko se ukvarja s ali je ful dober kuhar, na inovativen način. Tako da treba več stvari pogledati. Tako da, če so negativni planeti v 7. hiši, jaz pol jim povem, dej malo bodi bolj potrpežljiv, ne takoj vrš puške koruzo, ko pride en problem. Problemi so, to itak enkrat gremo gor, enkrat dol, ne moramo iti samo gor. Tako da jaz jim pol tu rečem, da malo pogledajo. Dosti sem imela tudi primerov, ko je bil Mars recimo v 7. hiši, ko so se ločili že. Ampak dokler mi ne spremenimo v sebi prepričanja, tudi drugo partnerstvo naprej ne bo nič boljše, če mi še zmeri po starem delamo. Ker mi sami sebe zdrav vzamemo, ne? Seveda. Si tu je, dokler mi sebe ne spremenimo, ne moramo pričakovati, da bomo imeli pa ta boljše partnerstvo na svetu. Zato, da se nekdo loči, ni samo eden, sta potrebna dva.
Zdaj, ali se razumete, ali se ne, pač tako je. Kaj pa nekdo, ki pride recimo pa iz samskih tep, pa vidiš, da ima negativne planete, noter v 7. hiši, recimo, kjer se te ločitve vidijo. Kaj, a rečeš, lej, ti imaš pa predispozicijo tle, da bi tle se kaj, ne? Ne, tu ne rečem. Jaz ponavadi vprašam, če si sploh želi partnerja, pol mi že on sam pove, ali si želi, ali si ne želi. Zanimivo je, da dostikrat v takih primerih kar rečejo, da si ne želijo. Sploh, če so mlajši, rečejo, da ne. Ali pa starejši rečejo, da so ločeni in si ne želijo naprej več, ker so dali skozi, so rajši sami. Tako, dostikrat dobim tak odgovor. Če pa si nekdo ful želi partnerja, da ima še druge polplanete in lahko je v obdobju takmo tudi, ki je povezano s partnerstvom, jih pa opozorim, naj pazi, pol vse treba pogledati, jim rečem, da naj pazi tu pa uno pa tretje, dosti stvari je, ki treba pol poštevati. Se pravi, če se vidijo ločitve, da in ne, je potem odgovor. Da in ne. Da in ne. Da in ne. Zdaj je spet odvisno, lahko je ločitev, ampak če oseba se tu zaveda, bo tudi nekaj naredila na temu. In v tem primeru potem mi presežemo karto. Sej tu je naš smisel, da mi presežemo tukaj, nam je bilo zapisano in gremo naprej in naredimo nekaj boljšega iz tega. Nikjer ni ne zabetonirano, da zdaj bo pa tu se moglo zgoditi. Če se mi zavedamo, da imamo tlele neko slabost, bomo sigurno vse naredili, da bo boljše. In s tem, ko že mi samo željo pošiljamo, da bo boljše, se bo avtomatsko spremenilo. Kaj pa zadolžitve? Ja, zadolžitve so pa potem spet, se spet gleda negativne planete. Se pravi, finance so to, ne? Slabe finance. Ampak jaz bolj vidim, nekateri nimajo zdrave meje, recimo, če dobijo 100 evrov na mesec, ne morejo 300 na mesec zapraviti. Eni tega enostavno nimajo. In njim sploh ni problem, oni važno, da grejo na potovanje, važno, da si kupijo lepo obleko, tudi če vzamejo 10 kreditov, sploh nimajo tega v glavi. Vem, tak je bil moj bivši partner, to je divja liga živeti s takim. Ja, in sej v bistvu niti jim ne moreš nič zameriti, ker oni v svojem prepričanju tu ni nič slabega. Oni tako živijo. Ja, vem, ja. Oni tako živijo in nimajo tega zdrave, sej tu je, ne, oni bi se potem mogli naučiti, bi mogli iti na en tečaj, kaj, če imaš 100 evrov, lahko pa ne zapravi 100, ne moreš pa 105 zapraviti. Tu je, ne. Tu se pa pol gleda v 8. hiši in v 12. hiši. Zdaj lahko je tudi pozitivni planeti, so tle lahko, recimo Jupiter ima luksus. Vsi Slovenci smo znani po temu, da imamo radi ne vem kakšne avte. Tu je tudi zadolževanje. Pa ki piše, da moramo imeti avto za 100 000 evrov. A pa ima tudi Slovenija svojo natalno karto? Seveda ima. In zanimivo je tudi, da slovenska karta je zelo podobna ameriški. Samo da je zelo podobna. No, sej eno povezavo imamo zdaj, ne, Melanijo? Ja, no, sej, tudi tu je zanimivo. Ampak samo en planet je različno postavljen v Ameriki in čist druga mentaliteta, čist drugo vse. Oni, Američani, ne bodo rekli, mi smo majhni. Prej bomo mi rekli, mi smo majhni, delovni, delamo in pustimo, da vsi hodijo po nas. Američan tega ne bo naredil. In tu je zanimivo, da sam en res majhna razlika je. Slovenija je po znamenju strelec. Strelec? Ja. In ima zdaj še to leto sa 10. obdobje. Zato se zna biti, ko so zdaj te volitve in to, da če gledamo zmeri proti sebi volimo. Ali eden, ali drugi, zmeri gremo proti sebi in dokler ne gremo ven iz sa 10. bo tako še bilo. Potem bo nam lažje. O, super, to je pa res dobra novica. Predvidevam, da je Slovenija pa pač Amerika potem takem pri zadolžitvah nima fajn postavljenih planetov v 8. pa 12. hiši. Slovenija nima, ne. Slovenija ima kar ene 3 planete v 8. hiši. In tle se tudi bolj kaže, imamo ogromno recimo svetovalcev, ogromno znanstvenikov, ogromno takih res ljudi, ki grejo tudi ven, ki pol niti ne ostanejo v Sloveniji. Tu se tudi kaže v 8. hiši. Ogromno takih ljudi, ki ne vem, ko bi vesolje odkrivali, ogromno je takih imen, ampak tu grejo ven, pač ne ostanejo tukaj. Zadolžitve pa so, ja, to je tudi in ta sa 10. in te volitve, ki gremo en proti drugmu. V bistvu, kot da bi bili
tako v sporu, ko sta dva ne morasta in ne morasta, in pol pride en tretji vmes in bi jih rad, zdaj pa nehmo se kregati, ampak dokler bo ta sati, bo tu še trajalo, no, tako da pol bo lažje. Še kakšno leto treba počakati. Še kakšno leto, ne? Ja, tukaj bo še zabavno. A se v natalni karti vidijo tudi te splošen negativen odnos do življenja, ki se kaže kot neka nezadovoljstva, nikoli ni nič dober, zmeraj sem v vlogi žrtve, rečejo, po domače rečeno, vse v kurco, skozi. Ja, tu se kaže, tu je spet odvisno, kakšno znamenje je nekdo, pa v katero hišo to znamenje potem pade. In če pade v hišo, katera ni pisana na kožo temu znamenju, je to kukar, da bi imeli eno obleko na sebi, ko ne moramo imeti, ko se ful slabo počutimo. To je neka vibracija, ki ni naša. In vse je lepo, lahko ima ta oseba čudovite otroke, čudovitega moža, čudovito službo, plača, da ne govorimo, a nocorjo neki grize. Ne, sploh ne vidi, ker enostavno bo v smeri stremela k temu, da bi bilo še boljše, še boljše, še boljše. Ampak tu je dejstvo, da tu je bilo v njeni karti. Tu je bilo v njenem rojstvu zapisano. Zato pa je dobro, da pridejo na svetovanje. Če ne, tu se naredi enkrat, dvakrat, trikrat v življenju, tu se ne gre vsak mesec na tako svetovanje, da tu ozavestijo. Ker pol taka oseba, ki jim ti tu razložiš, ki jaz pol, ko vidim in jim tu povem, njim se nov svet odpre. Oni čist odkorakajo iz moje pisarne, prav bolj samozavestni. Jaz sem pol vesela, ko tu vidim. Ker samo da jim poveš, glej, tu je tvoja naravna, tu je pač tebi bilo dano. Ampak ni rečeno, da moraš tako živeti. Lahko nekaj spremeniš, ne? Enkrat si imela nek primerene punce, ki je bila gluha, ne? No, evo, tu je tak primer zanimiv, ker ona, ki je bila gluha, avtomatsko ni mogla iti v redno šolo, mama se jo je sramovala, zaradi tega nikoli njeni potenciali niso mogli biti izraženi, tako kot bi lahko bili, ker so zmeri ti si gluha, ti si gluha, ti si gluha in ona imela zdaj, mislim, da je bila že okoli 50 let stara, toliko let nazaj ni bilo še vseh teh tehnologij, ko je zdaj, ker zdaj so aparati, tiskrat jih še ni bilo in je bila kar prikrajšana zaradi tega. Ona je prišla k meni tako kot ena miška na svetovanje. Jaz, ko sem videla njeno karto, preden je ona prišla, jaz nisem vedela, da je gluha, ona je mene normalno poklicala po telefonu. Wow, ne, to je karta predsednika, sem si jaz mislila. Super, res je imela lepo karto. In pol pride tako kot ena miška in ko sem videla aparat in tu, vsaka ne, tu mi pa nekaj ne štimatle. Sem rekla, ker lahko še enkrat pogledamo podatke, da nisem se jaz kaj zmotila, ker ni štimalo, ne. In pol sem videla, zakaj. V bistvu njo so drugi prepričali, ker je gluha, samo zaradi tega dejstva, da ni toliko sposobna. In ona je potem tudi sama sebe v to prepričala, ker ni ona kriva, če je od majhnega tako bilo. In ko sem jaz njej povedala, kaj vidim v karti, da bi lahko bila na vodilnem položaju, da bi lahko bila ful kreativna, ful uspešna, pol je celo rekla, da dobro poje, da rada pleše. Mislim, ogromno talentov je imela, takih skritih, ki noben sploh ni vedel. Je v bistvu ona je odkorakala na koncu pokončno od mene. Prav drugo držo je imela. Iz une miške je vstala in sem rekla, evo, že ko sem tu videla, sem rekla, super, nekaj sem naredila, ne, dobrega. Absolutno. Veliko in mnogo dobrega, tudi s pomočjo Bachovih kapljic in vsega ostalega. Najlepša hvala, Tina Orel bila danes v naši družbi in dajte si pogledati, če kakšen najin pogovor, če vas zanima torej tale astrologija, sploh Džotiš, najbolj fajn je vedeti, če si vsade satijo, ker potem dobiš kar nekaj odgovorov na vprašanja, pa ti je malo bolj jasno. In tudi sama sem v tem obdobju, še nekaj let pa bom zunaj, tako rekoč, in v tem času se ni nič tako hudo, ne? Sam par fint je, ki ti jih pa potem tudi Tina zaupa. Naj vam bo svet lep. Če je kuhana, se to v bistvu izniči, ali pa fermentirana. Tako da ni nič narobe, si ne boste nobene škode naredili. Večja škoda je, če jemo sladkor, rafinirane sladkorje, rafinirane brezglutenske izdelke.